Za nami je 40 let komercialnega obratovanja. Ključne značilnosti tega obdobja so seveda, da je danes jedrska elektrarna na veliko višji tehnološki ravni, kot je bila na samem začetku obratovanja, da je na veliko višji varnostni ravni, kot je bila na začetku, se pravi, da so tveganja manjša in so zelo primerljiva z najsodobnejšimi elektrarnami, ki se gradijo danes. Značilnost tega obdobja je tudi, da smo dvignili letno proizvodnjo iz 4,5 teravatnih ur letno na 5,6 teravatnih ur letno, kar je izjemen dvig, ki je bil realiziran na temelju optimizacije gorivnega ciklusa, na temelju stalnega posodabljanja opreme in sistemov, na temelju optimizacije delovnih procesov, na temelju tudi visoke seveda in zavzetosti visoke vseh zaposlenih. Tako da tu so razlogi. Značilnost je tudi, da smo celo obdobje obratovali brez preseganja okoljskih omejitev, da smo seveda uspešno obratovali na polni zmogljivosti tudi v izjemno ekstremnih pogojih, okoljskih pogojih, kar je bilo še posebej prisotno v letošnjem letu, ob ekstremni suši, ekstremnih nizkih pretokih reke Save. Značilnost tega obdobja je tudi, da smo na nek način dokazali, demonstrirali izjemno dobro, bom rekel, sodelovanje na skupnem vlaganju med Slovenijo in Hrvaško in smo lahko na nek način vzorčni primer tega sodelovanja. Značilnost je tudi, da smo v mednarodnem okolju dosegli zelo visoko in ugledno raven z najvišjim rejtingom med obratujočimi jedrskimi elektrarnami. Tako da to je le nekaj značilnosti, ki so pomembna. In ne nazadnje smo zgradili, stabilizirali izjemno kompetentno organizacijo, izjemno kompetenten kolektiv, ki je stabilen in dolgoročno zanesljiv za obratovanje v prihodnje. Lahko govorimo o letnih vložkih v investicije, v posodobitve. Te so se gibale od začetnega obdobja zagotovo nekje med 20 milijoni in danes nekje na ravni 40 milijonov letno. To so bili investicijski vložki, ki so se odvijali vsakoletno, ne kampanjsko, in to je seveda tudi rezultat, da danes dosegamo izjemno visoko razpoložljivost tega objekta in izjemno zanesljivost obratovanja. Na proizvodnjo iz jedrske elektrarne Krško se je možno zanesti, je stabilna in je steber zanesljive oskrbe. Na tej zanesljivi oskrbi seveda lahko mirno napredujejo obnovljivi viri brez posebnih skrbi, ali bo do potrošniki imeli energijo ali ne.